Živjo, Nina. Meni je ful všeč, da smo se danes tukaj dobili, zaradi tega, ker imamo eno tako zelo lepo temo, ki mislim, da je tudi tebi tako zelo ljuba. Pač je ta temni del leta, pa se mi zdi res fajn, da spoznavamo tiste stvari, ki nas lahko podprejo v tem vsakdanjiku, ki je včasih malo preveč hektičen. Sploh glede na to, da zelo slabo sledimo tem ritmom narave, ampak so pa pač načini, kako sebe podpreti v tem, kako se približati tem ritmom, pa tisti svoji notranji luči, ki ne bi bila zdaj najbolj vžgana, ne. Ampak za uvod se mi pa zdi res najbolj na mestu, da začneva s tem, kdo si, kaj bi o sebi povedala, kaj se ti zdi, da je tisto, kar tebe najbolj označuje. Moje ime je Nina, kot si že povedala, sem ustanoviteljica Magnolije. Magnolijo sem ustanovila pred dobrimi 10 leti, z željo, da ženske izobražujem o naravnem, predvsem o eteričnih oljih, o izdelavi lastne kozmetike, o izdelavi parfumov. Torej, to je bilo znanje, ki sem ga sama nabirala skozi mnogo let in se mi je zdelo, da mi meni zelo pomaga pri bodisi povezovanju s sabo, negi, se pravi nasplošno pri samozavesti in dobrem počutju. Tako da sem želela to nekako predati naprej v obliki delavnic, izobraževanj, pisanja blogov, člankov in tako naprej. Tako da to je nekako moja največja strast, najraje izobražujem, predvsem ko vidim, da je to znanje nekako naletelo na plodna tla, da punce to res uporabljajo in da jih navdišuje, pa da jim je nekako spremenilo življenje. Tako da to je zame nekako največji dar, ki me vodi naprej, da to razvijam naprej. Obenem pa ponujam še izdelke, se pravi eterična olja, sestavine za izdelavo naravne kozmetike v spletni trgovini. Pred dobrim letom pa sem ustanovila lastno linijo naravne kozmetike Makoš, ki se predvsem v bistvu poigrava z vonjem in vplivom vonja na naše razpoloženje, na naše čute. Tako da to je neka taka rdeča nit, ki me v bistvu že od vseh začetkov vodi skozi raziskovanje eteričnih olj. Se pravi, ta vonj, kako vpliva na nas, kako si lahko z njim pomagamo. Ta del se meni zdi res tako najbolj fascinanten pri celi aromaterapiji in tem svetom, pač tako vonj, res v trenutku v nekaj prestavi in ti čist spremeni celo notranje bitje, kako naj rečem. Jaz recimo, ko sem hodila na ta izobraževanja, že samo ko stopiš v ta prostor in tako drugje. Si v nekem vzporednem svetu, tudi vsi se mi zdi, da tako zelo poznamo ta moment, ko se ti zgodi, ko nekaj zavohaš, pa se ti en spomin recimo zgodi. In se mi zdi, da v tem delu leta smo pa še bolj nekako vpeti v ta moment. In tako si poznamo pač to klinčki, pa kuhano vino, pa cimet, pa vse to, in to vse že takoj zavibrira, to je pa december, to je pa ta božično-novoletni praznični čas. Ampak kaj vse pa nekako lahko uporabljamo v tem času, ali pa kaj ti uporabljaš? Ja, definitivno, tako kot si rekla, ta čas je še toliko bolj povezan z nekimi vonji. Mogoče tudi zato, ker smo v tem času malo bolj dojemljivi za neke druge signale, toliko vidno, mogoče bolj se obrnemo vase. Vonj je en od teh čutov, ki nas poveže z našo podzavestjo. Je pa seveda dejstvo, da v decembrskem času več se kuha, več se peče, več se pije in pri tem se uporabljajo različne arome in to je povezano seveda potem s spominom. Vonj se vtisne v spomin in ko mi ta vonj čez leto, dve zavohamo, nas bo takoj prestavil v tisti prostor in čas, ko smo se s tem vonjem srečali. Tako da jaz osebno res veliko različnih vonjev uporabljam. Imam celo zbirko. Načeloma čez leto več uporabljam eterična olja v svojem domu. Sicer imam včasih čisto brez vonjev rada. Zelo imam rada naravo, vonje narave, tako da niti nočem prikriti nekih naravnih vonjev v bistvu z nečim, kar ustvarjam sama. Ampak, ko pride pa čas takole adventa oziroma ko prežame naš
svet, naše domove, sivina, pa posežem po kadilih. Tako da kadila, če jih primerjam z eteričnimi olji, se pravi, govorim o različnih smolah, rastlinah, imajo čisto drugo vibracijo v prostoru. Če si jih sama uporabljala, vedno jih uporabljaš, vidiš, da se ustvari čist nek drug vonj je prisoten. Skrivnost je v tem, da kadila so v bistvu rastline cele, imajo še druge učinkovine, kot samo eterična olja. Eterična olja je samo en del rastline, mogoče 1-2% rastline. Se pravi, smola, ki jo uporabimo, pa naredi nekako bolj poln prostor. Tako da predvsem jih imam rada za umiritev, za meditacijo, tudi za čiščenje prostora. Nekako jih uporabljam bolj v smislu ritualov. Eterična olja pa bolj, ko pridem domov, malo dam kakšno eterično olje citrusov za sprostitev, malo za razvedrilo doma. Kadila pa bolj zase. Tukaj se že par stvari pripravlja, vidim. Kaj pa je tukaj? Kaj se skriva? Ja. Pa če mogoče kar malo poveš, kako deluje? Lahko si malo pogledamo. Se pravi, jaz imam zelo rada rastline, ki rastejo pri nas, domača kadila, ampak brez smole kadilne posvelje dejansko ne gre v tem času. To je že tako biblično malo, ne? Ja, to je nekako tudi povezano z zgodovino, so te najbolj skrivnostni vonji smole in kadila, se pravi smole, ki so jih uporabljali že od nekdaj praktično. Človek, ko je iznašel ogenj, so na ta ogenj metali različne aromatične rastline in smole in so ugotovili, da ima ta dim, ki se sprošča na njih neko delovanje. Tako da smola kadilne bosvelije je bila v bistvu prisotna že pred našim štetjem, so prvi zapisi recimo epu o Gilgamešu. In znano je recimo, da je Pitagora uporabljal smolo bosvelije za uvide. Tako da ima res bogato zgodovino. Ja, se pravi, smolo kadilne bosvelije uporabimo za meditacijo, odlično je za čiščenje prostora in nekako, kar jaz čutim pri tej smoli, kar mi je pač popolnoma drugače od vseh drugih vonjev, kako jo jaz doživljam, je, da te očisti od znotraj, da te fokusira, ampak obenem, da te odpira nekim višjim sferam. Tako da je res, recimo za pisanje, za kakšne uvide, za kreativo je res odlična izbira. Je pa pomembno poudariti, da poznamo različne smole kadilne bosvelije. Pridobivamo jo iz drevesa Olibanum, ki raste v severni Afriki in pa na arabskem polotoku. Ampak glede na to, kje raste, poznamo različne smole. Tako da te smole se med sabo malce razlikujejo po vonju. Recimo bosvelija sacra, ki uspeva oziroma ki raste v Omanu, ima bolj tak citrusen, zelenkast vonj. Medtem ko, recimo tukaj imamo bosvelijo Freriano, ki jo najdemo v Somaliji, pa je bolj taka, kako bi rekla, mehka, smolnata, topla. Tako da so tudi te vonji in nianse med njimi zelo različni. Zdaj, res je ključno, da imamo pravo smolo kadilne bosvelije. Ne boš verjela, ampak ogromno je ponaredkov. Se pravi, samo neke kamenčke praktično odišavijo z parfumskimi olji in to prodajajo kot smole. Tako da tudi na take sem že kar velikrat naletela. Zdaj, ko kupujete smole, je pomembno, da so nekako v naravni velikosti, različnih barv, različnih velikosti, tudi mogoče bodo zraven še kakšni koščki lesa. Če so vse preveč popolne, je že nekaj narobe. Ja. Včasih so tudi črne, rdeče barve, jih malo barvajo, tako da to tudi najverjetneje gre za neke sintetične smole. In to pa res ni okej, da potem uporabljamo v prostoru in vsekakor ne bo imelo tega energijskega delovanja, ki ga želimo. Tako da, ja, vemo, da smolo bosvelije in mire so podarili ob rojstvu Jezusa, poleg zlata, tako da od nekdaj so te smole cenili kot denar, so imele zelo veliko vrednost. Ja, jaz sem nekje še celo slišala teorijo,
da ne zlato sploh ne bi bilo zlato v bistvu, ampak ne bi bila kurkuma. Zato, ker ne bi takrat kurkuma bila praktično enako vredna, ker so bile to toliko dragocene stvari, ker so imele to toliko veliko, pač tudi zdravilno vrednost. Ja. Cimet, recimo, ne. Poper, s poprom so tudi trgovali, so ga uporabljali kot denar. Ja, jaz sem enkrat gledala en dokumentarc, ki so eno izmed teh stvari so uvažali. Ja, muškatni orešček. Mislim, da se je splačal, če si imel 3 ladje, pa da je samo ena prišla nazaj. Pa se ti je splačal, si pač imel tak dobiček, ker je bil že samo en orešček, ki je bil noro dragocen. Ja. No, kaj imaš pa še tukaj, pa nimaš samo v bistvu smol, ampak imaš še druge stvari. Ja, recimo ena zanimivost je tale tonka. To so taki fižolčki in sicer imajo vonj po vanilji, tako da vaniljo vsekakor tudi še predstavljajo. In te fižolčke prinašajo srečo. Recimo v Karibih verjamejo, da če se jih dotakneš, da prinašajo srečo, da si nekaj zaželiš. Imajo pa res tak zanimiv marcipanast vonj. Tako da lahko jih uporabimo tudi v kadilih, ampak jih moramo nastrgati ravno s tem za muškatni orešček. Tako da so lahko tudi tak dober dodatek našemu vonju. Mi pa vsekakor vanilje nimam pri sebi, jo imam doma, ker jo veliko uporabljam v kulinariki. Tako da tudi vaniljeve palčke lahko narežemo na manjše koščke in jih uporabimo v naših kadilih. Tako da podoben vonj kot vanilja ima benzoin, to je tudi ena smola, take bolj oranžne barve. Benzoin uporabimo za vzbujanje občutkov domačnosti. Vsi te vonji, vanilja, tonka, benzoin, to so te vaniljasti vonji, sladkasti vonji, ki nas umirjajo, vzpostavljajo harmonijo v nas in dajo nek občutek, da smo doma. Tako da jih zelo priporočam za kakšna družinska srečanja ali pa če so kakšne napetosti v ozračju. Kar je trenutno kar zelo priročno, ja? Bi rekla, da. Da bomo vsi malo bolj poharmonizirani med sabo. Da se malo pomehčamo na nek način. Ja, to je lepa beseda. Da so tako ostri, zategnjeni, ampak ja. No, v bistvu marsikdo že verjetno ve, kako se uporablja eterična olja. Kako se pa te stvari uporablja? To je pa drugačen način, ne? Ja, je več načinov sicer. Najbolj klasičen je z uporabo oglja. Tako da tole je neka kadilnica, lahko namesto nje uporabljate tudi nek krožnik. In bistvo je seveda oglje. Se pravi, oglje razžarimo, uporabljamo kar takole, da ga ne primemo. Se pravi, z vseh strani ga prižgemo z vžigalico, z vžigalnikom, ga postavimo noter in mora popolnoma razžareti. Se pravi, največja napaka, ki sem jo tudi jaz naredila prvič, ko sem to delala, je, da sem oglje prižgala in sem dala gor smolo posvelja in jo je skurila. Po celem stanovanju je bil dim, ko je sin prišel domov iz šole, je šel na WC in je rekel, danes pa na WC najbolj diši pri nas, ker do tam ni prišel ta von. Tako da tega res ne delati, ker je neprijetno. Se pravi, to oglje mora biti popolnoma razžarjeno, šele takrat nam damo smole. In uporabimo samo eno kapljico smole, ni treba zdaj stresti pol vrečke gor. In potem se pri tem sprošča ta dim. Ta dim ima dodatno še neko očiščevalno funkcijo na našo dušo, na prostor. Lahko uporabimo tudi druge rastline, ni treba, da uporabimo samo smole, recimo tudi tukaj imam sivko, par cvetkov sivke lahko damo na oglje, potem vrtnico. Jaz si ponovadi naredim neke mešanice, že to nekako vzbuja neke 5 čutov, bi rekla, ko si izdelava svoje mešanice, zelo lepo izgleda, zelo vizualno je. In te mešanice si delamo z nekim namenom, se pravi, ena bo recimo kombinacija vrtnica,
benzoin, vanilija bi bila za čutnost, potem sivka, bosvelija za umiritev. Tako da te mešanice vedno delamo z nekim namenom in jih potem s tem namenom tudi uporabimo, da potenciramo ta učinek oziroma da si damo to neko mentalno sporočilo. Tako da, zdaj, če se vrnemo k uporabi, to je en način uporabe. Jaz jih uporabljam včasih čisto na bolj preprost način in sicer uporabljam kar izparilnik, gor dam folijo, prižgem svečko, se pravi, na to folijo dam smolo in se sprošča zelo tak blag vonj. In to je tudi primerno in za smole in še posebej v bistvu za te bolj delikatne cvetove, rožmarin, recimo melisa. To si lahko zjutraj, ko si skuhate čaj, si lahko naredite še eno tako obredno kadilo za prijeten začetek dneva. Tako da te vonji so potem bolj blagi, bolj mehki, ampak tako nekako za vsak dan si delam takšne. Ko izvajam nek ritual, bolj meditativni, mi pa paše, da je zraven ta dim, da je tudi malo močnejši učinek. Torej, zdaj si že kar nekaj tudi domačih stvari omenila, tudi rekla si, da imaš zelo rada tudi domače snovi, tako da ni treba vedno jeti po nekih dragih nakupih pa kupovati stvari iz drugega konca sveta, ki mogoče nekatere so tudi že ogrožene vrste zaradi tega, recimo Palo Santo. Tako da je treba biti kar malo rezerviran, se mi zdi glede tega. Kaj vse se da, to, ker je čisto v naši okolici, nabrati, najdeti? Ena tako tradicionalna rastlina, ki so jo uporabljali naši predniki, recimo je brin, brinove vejice, brinove jagode, verjeli so, da preganja zle duhove in čarovnice. Obenem pa, se pravi, izjemno očiščevalno funkcijo ima brin, ima tudi antiseptično, razkuževalno delovanje v samem prostoru. Tako da brin je vsekakor odlična izbira. Potem je žajbelj, podobno kot brin. Poznamo ta beli žajbelj, ki prihaja iz Južne Amerike, Severne Amerike, ampak pri nas raste druga vrsta, ki je tudi izjemno potentna. Tako da lahko prižgemo samo posušen žajbelj, pa se s tem listkom sprehodimo po stanovanju tudi za čiščenje, izjemno očiščevalno funkcijo ima tudi. Praktično vse rastline, tudi ko rastejo na našem vrtu ali pa na travniku, recimo gnjič, šentjanževka, vključimo jih v mešanice že samo zaradi njihove barve, prenašajo sonce, so zelo vedre, dvigajo razpoloženje. Potem omenila sem sivko, za katero vemo, da pomirja. Sivka tudi ima funkcijo čiščenja prostora. Vrtnica, zaradi malo tega romantičnega feelinga, vrtnični cvetovi že sami po sebi vzbujajo občutek estetike, ljubezni, se pravi za odpiranje srčne čakre, recimo jih uporabimo v mešanici. Potem tudi kamilica, arman, vse to v bistvu so rastline, ki jih poznamo za uporabo v čajih, ampak prav tako jih lahko vključimo v naše kadilne mešanice. Je pa fino jih kombinirati s smolami, ker smole imajo močnejši vonj, dlje časa tudi obstanejo, smole so fiksativ, ampak seveda lahko naberemo naše smole, se pravi smole iglavcev. Gremo lahko gost, gost s nožem, pa jih postrgamo, kjer jih najdemo. Pa v bistvu še te rastline, ki so v našem prostoru, so že tako tudi malo vibracijsko na naši valovni dolžini. Smo povezani z njimi bolj, tudi nek zapis, verjamem, da nosimo, so v bistvu naš arhetip in verjamem, da imajo močno sporočilo za nas. A pa se da tudi recimo nekako komunicirati s temi zadevami, da ti same sporočijo, naprimer, katera je zate, katera ni zate? Jaz mislim, da če poslušamo sebe, bomo znali poslušati tudi rastline. Je seveda več tehnik, kako komunicirati z rastlinami, ampak preprosto samo probamo se vprašati, kaj občutimo, ko se približamo recimo šopku oziroma grmu brina, kaj občutimo, ko se srečamo z žajbljem ali pa z
smreko. Nekako bomo na ta način zaznali vibracije in tudi ugotovili, kje nam najbolj ustrezajo. Ker glede na to, kaj potrebujemo v nekem trenutku, kje smo zdaj, nam bodo ustrezale različne rastline. So pa tukaj, da nam pomagajo. Ja, to se mi zdi res tako ena taka lepa misel, da so rastline tukaj res ene take naše sodelavke, ki imajo neka zelo drugačna sporočila, zelo taka, mogoče malo bolj eterična, ampak v bistvu zelo močna in pomenljiva. Če jih znamo slišati, definitivno. Ker v bistvu ljudje so od nekdaj preko vonja rastlin komunicirali z bogovi. In te rastline imajo funkcijo, da komunicirajo z višjimi sferami, z našo podzavestjo. Samo treba si vzeti čas zanje. Kaj pa element dima? Je tudi kar pomemben, ne? Že od nekdaj. Bi mogoče lahko o tem kaj povedala? Ja, se pravi, dim, ko se sprošča dim in v sebe potegne praktično vonj, nekako dušo rastline. Dim, lahko rečemo, da je duša rastline. Rastlina je nekaj fizičnega, ko jo damo na ogenj, ko zgori, pa se sprošča dim, ki predstavlja to dušo in v bistvu, kot sem rekla, komunikacijo z bogovi. Se pravi, dim je neko pismo, sporočilo bogovom. Naši predniki so se s pomočjo dima zahvaljevali za recimo dobro žetev, za dobro letino. Poleg te očiščevalne funkcije, ki sem jo že omenila, da jo dim ima. Ja, nekateri mogoče malo dvomijo glede tega, koliko to dejansko recimo tudi na fizični ravni deluje, ampak deluje, ne? So bile tudi že narejene raziskave, kar se tega tiče, pa dejansko tudi fizično deluje, tako da... Definitivno. Ja, že od nekdaj so tudi uporabljali te aromatične rastline pri glavobolu, recimo za protibolečinsko delovanje, pri porodu, pri prebavnih težavah. Poznamo tudi te dimne kopeli, ki vsekakor delujejo na naše fizično telo, je pa v bistvu ne moramo ločiti fizično, psihično, ker vemo, da je vse celota, da so med sabo ti nivoji zelo tesno povezani. Ja, mogoče ravno to moramo malo zavestiti ljudje, da pač niso stvari ločene, ampak delujemo kot neka celota. Sem bila pa že na tvoji delavnici tudi v tem božično-novoletnem času, ko si tudi ravno o teh stvarih razlagala, to je bilo tudi delno, je bil to razlog, da sem te zdaj povabila, ker mi je bilo to tako navdihujoče takrat, taka res ena izmed teh lepših delavnic. In smo naredili en tak poseben, tak mini obred, ko si nam dala nek vonj, in smo šli kakor v neko tako malo meditacijo, da smo same ugotovile, kaj nam ta vonj sporoča. A imaš mogoče še kakšne take, mogoče izkušnje, kaj vse si ti doživela s tem, ali pa kaj lahko tudi še tazga naredimo za neke take notranje uvide, ker lahko gremo pač v neko tako klasično svojo meditacijo, kakor jo že sami delamo, ampak mogoče komu to tudi čist ne ustreza, ali pa če se kdo sprašuje, kako naj zdaj komuniciram s temi zadevami, a imaš mogoče kakšne take svoje izkušnje ali kaj ideje? Ja, vem, kjer meditacijo, v bistvu jo ves čas malo širim, poglabljam, spreminjam, ampak bistvo je, da se srečaš z vonjem in da poslušaš sebe, se pravi, kaj ti v tistem trenutku ta vonj sporoča. To je nekako meditacija, pri kateri se vprašamo, kakšno barvo ima ta vonj, kakšne oblike je, kakšno melodijo slišim. Tako da vsi te čuti so med sabo močno povezani. Tako da en vonj lahko postane tudi oseba, ki ima za nas neko sporočilo. Tako da se mi zdi, za tiste, ki so čisto na začetku, zdaj ni treba, da gremo v neko strašno meditacijo, pa tudi, če se nam zdi, da nam ta vonj nič ne sporoča, nič hudega, ne biti zafrustriran. Pomembno je samo, da neke vonje, lahko so to vonji pomaranče
ali te začimbnice, ki jih imamo doma. Ne? Ali pa če imate eterična olja dajte na listič, ne? In vohajte. Pomembno je samo, da se vprašate, kaj čutite v sebi, ne? Kakšne občutke v vas vzbuja ta vonj. A vas dvigne, a vas razveseli, ali ustvarja mogoče neko tesnobo, ali vas na kaj spomne. Se pravi, poskusite nekako zaznati svoje občutke, ali so prijetni, neprijetni, pa v bistvu, kje v telesu jih zaznavate. Ne? Prek tega nekako bomo prišli do svojega telesa, no? Ker jaz verjamem, da ogromno stvari se pokaže na našem telesu. In telo ne laže. Tako da je to ena taka dobra vaja, v bistvu čuječnosti, ne? To je praksa čuječnosti in vonj nas bo dal v ta moment, ta moment prisotnosti zdaj in tukaj. Ne bomo imeli 100 000 misli, to, ono, tretje, ampak res, ko si v tem momentu, si samo ti in ta vonj in v bistvu kaj občutiš tvoje telo. Tako da to se mi zdi ena taka super vaja, čist za začetek. Ne? Potem gremo lahko v parfumeristično smer, ko se vprašamo, kakšen je ta vonj, ko skušamo opisati ta vonj. Ne? Tukaj pa že vklopimo razum. Tako da to je tudi ena super vaja zdajle za pri covidu, ko je veliko ljudi ostalo brez voha. In s pomočjo vohanja lahko hitreje povrnemo ta voh. Tudi če na začetku nič ne vohamo, ampak če vsak dan ponavljamo to vajo, recimo, da se voha 3-4 različne vonje, recimo en naj bo začimbni, drug cvetni, potem tretji bolj mentolni, medicinski. Se pravi, vsak dan z vohanjem in ko skušamo tudi opisati ta vonj, bomo hitreje prišli nazaj do tega čuta voha. Prej bomo začeli znova zaznavati vonje. Super. Ja, meni se zdi tudi to sporočilo zelo tako pomembno, ko si rekla, da nekateri tako zaznajo, nekateri drugače. Tudi to se mi zdi zelo pomembno, da ozavestimo, da ne delujemo na isti način, da ima vsak nek svoj princip, kako tudi sporočila sprejema in vse je okej. In to, da si v bistvu damo neko svobodo raziskovanja, pa tega, da če je, ne vem, moja prijateljica drugače nekaj doživela, je to čisto v redu. Je v redu, da je njena izkušnja, moja izkušnja je moja in obedve sta popolnoma legitimni. Definitivno. To v bistvu nas bogati. Predvsej grozno bi bilo, da bi vsi vse enako doživljali, tako da jaz na delavnicah recimo zelo spodbujam to individualno dojemanje, pa fino je potem tudi, ko si podelimo izkušnje, da vidimo, te pa res čist drugače to doživljajo kot jaz. Tako da je fino, da smo odprti in skozi ta proces v bistvu mislim, da postajamo avtomatično bolj odprti, ni nasilo nekaj. Ta vonj nas preprosto vodi skozi nek ta proces. Ni pa za vsakogar, enim so druge stvari bližje, drugim druge. Pa mogoče tudi v različnih obdobjih smo nagnjeni k različnim stvarem, ker se v končni fazi v vsakem obdobju nekaj drugega rabimo, da nam pa to ponudijo tudi te vonji rastline. A bi mogoče še kaj podala, česar se še niso dotaknili, je še kakšno sporočilo, kako bi ga želela predati? Mogoče to, ko je zdaj ta čas ritualov, ko smo govorili o smolah, zelo se mi zdi pomembno, da to peljamo v svoje življenje na tak ali drugačen način. Ni zdaj treba, da si vzamemo cel dan ali pa vsak dan 1 uro, mogoče 5 minut vsak dan. Se pravi, kaj sploh je ritual? Ritual je nekaj, kar se ponavlja. Nekaj, kar nam da strukturo, kar nam da oporo, tudi občutek varnosti. Zato so naši predniki izvajali te rituale, ker je bilo v naravi veliko nepredvidljivega in te rituali so jih nekako prizemljevali in jim dali občutek varnosti. Tudi recimo majhni otroci rabijo ritual točno v določenem času, zobe umiti, pravljice spati, da se
nekako počutijo bolj varne. Tako da glede na to, da živimo v teh časih, ki so zelo nepredvidljivi, se mi zdi, da bi mogli bolj raziskati te rituale in si privoščiti kakšnega. No? Lahko je to sprehod skozi gozd, ampak ne bo sam nek sprehod, dajte res absorbirati vonje, opazujte drevesa, kako se gibajo, prisluhnite zvokom, vetru. Tako da fino je, da vpeljamo neke te rituale, ki pa morajo biti potem nekaj ponavljajočega, da res delujejo. Tako da kadila se mi zdijo odlična priložnost, mogoče enkrat tedensko, ali pa zdaj v času svetih noči, se te rituali izvajajo vsak dan. Prvi del teh ritualov je, da se spuca to za nazaj in letos bomo definitivno imeli veliko za spucati. Drugi del pa je, da se vzpostavijo nove energije. In nekaj so naše želje, nekaj je pa to, kar res naredimo, česar se res lotimo, ta akcija. Tako da rituali nekako nas podpirajo pri tem. Ja, meni se zdi to zelo lepo, da si rekla, da si privoščimo to, oziroma da si res podarimo. Tako da to ni tista neka stresna stvar, ampak je to res kot eno tako darilo sebi, pa če smo že v končni fazi v tem času obdarovanja, je res pomembno, da nekaj podarimo tudi sebi, svoji duši, svojemu notranjemu svetu. In zdaj je absolutno najbolj idealen čas za to v teh temnih dneh, tako da negujemo tisti svoj notranji svet. Ja, zdaj so tudi res te tančice, so malce razblinjene, te meje med zavednim, podzavednim, med vidnim, nevidnim. Zato je zdaj res ta pravi čas, ko lahko dobimo več od ritualov, kot sicer v nekih drugih obdobjih. Ja, jaz se ti res najlepše zahvaljujem za to. Res je to en tak čaroben svet, dišav in sporočil takih in drugačnih. Tako da res najlepša hvala za te tvoje modrosti, za tvoje darila. Ja, hvala tudi tebi. Da bo še veliko ljudi črpali iz tega in da bomo te svoje lepe rituale vzpostavili. Super, me veseli, da sem imela priložnost teh nekaj skrivnosti predati naprej. Super, hvala.